Po derbiju pod Lendavske Vinograde. Za gostovanje pri Nafti se je strokovni štab odločil za igro s 3 udarnimi napadalci hkrati. V začetni postavi so bili Tavares, Berić in Velikonja. Namesto kaznovanih Potokarja in Filipovića priložnost Vidoviću in Dodleku. Želja po zmagi je bilo prisotna, toda po derbiju nogometne baterije še niso bile dovolj napolnjene in predstava v Lendavi se je razvila v dramo. Želeli smo se veliko več. Začeli smo tekmo z izredno lepo priložnostjo. Tako rekoč celo tekmo smo mi dominirali, želeli igrati, vendar je popolnoma jasno, da nas je, oziroma da so nas tekme, katere igramo nenehno, tudi malček porabile. In proti nasprotniku, kateri se je dobro branil, moram reči, da smo to tudi pričakovali, je bilo zelo težko. Tako rekoč celo tekmo smo lovili izenačenje, v zadnjih trenutkih izenačili. Bilo je nekaj več noter, vendar pač s potekom tekme je šlo vse to smer, da je na koncu ta rezultat tudi nekako zadovoljujoč, čeprav v tem smislu glede tega, kar je bilo danes na tekmi, ne pa v nekem smislu, ker smo si jasno želeli veliko več. Ni kazalo, da bo negotovo do zadnjih sekund, saj se je začelo z obetavno priložnostjo za mariborsko hitro vodstvo. Ekipa v rumenem je takoj prevzela pobudo, po uspešni akciji je Mezga podal do Tavareša, ta takoj naprej do Berića, ki pred vratarjem Jozićem ni uspel spraviti žoge v mrežo. Kar pa se je zgodilo na nasprotni strani. Prvi kot je Nafti prinesel tudi vodstvo in odpeljal tekmo v povsem drugo smer. Kot je izvajal Vaš, v gneči pred vrati je žoga prišla do Levačiča, ki jo je uspel poslati v gol. To je pomenilo, da bo sledila dodatna ofenziva proti lendavskemu golu. V lovu na izenačenje znova najprej akcija naveze Tavares Berić. Kapetan je podal 5-metrski prostor, toda Berić z glavo ni zadel cilja. Igra na en gol ima tudi svoje pasti, nevarnosti s protinapadov na nasprotni strani. V tej akciji je vztrajni Pavel prišel do obetavne priložnosti, rešil je Radan, ki je pravočasno stekel z gola. V mariborskem moštvu so se v napadalne akcije vključevali tudi obrambni nogometaši. Ob tem predložku Tavareša je v ospredje pritekel Rajčević, vendar brez natančnega zaključka. Rezultatska prednost je gostiteljem omogočala obrambno usmerjeno igro. V boju proti zgoščeni postavitvi pa mariborskim nogometašem ni uspevalo najti ustreznih rešitev. Ko ni šlo iz igre, so poskušali iz prekinitev. Viler je želel ponoviti namero z tekme proti Rudarju v Ljudskem vrtu. Tokrat je bil vratar dovolj zbran. Jozić je žogo ujel. Naslednji prosti strel je izvajal Tavares, udarec proti desni vratnici, Jozić je odbil v kot. V 82. minuti pa vendarle nestrpno pričakovano izenačenje. Viler je podal do Rajčevića, ki je v nadaljevanju akcije ostal v napadu in zabil svoj prvi gol na uradnih tekmah za NK Maribor, ob najbolj primernem trenutku. Ja, ne vem, zdaj zadnje čase se nam dogaja, da dobimo tako prehitro gole, jaz mislim. Ne vem, zakaj to. To bo treba, jaz mislim, da popraviti. Zdaj dobro, da smo dali gol na koncu. Saj nema veze, kdo je dal gol, ne. Važno pač samo, da smo izenačili. Škoda sam, da nismo pol pač prišli do 3 točk. Čeprav smo imeli kar nekaj priložnosti, vendar danes se nam ni šlo, jaz upam, da se nam bo išlo v torek proti Celju. V končnici še lov za popolnim preobratom. Za odločitev je skušal poskrbeti Velikonja, toda lendavski vratar mu je namero preprečil. Za zaključek pa še prosti strel za Nafto, nameril je Ibrahimi, toda Radan je bil zbran in ostalo je pri 1:1.
Ja, sigurno, tu v Lendavi je vedno težko igrati, vemo, da nasprotnik je zelo čvrst na domačem terenu in to so danes tudi pokazali, na hitro so zadeli. Mi sigurno igrali smo, dominirali drug čas, sigurno napadali, oni so bili zgoščeni, bilo je zelo težko, ampak na koncu smo tudi obrstvali ta gol, sigurno smo še bolj pritisnili in hvala Bogu, da smo na koncu zadeli in lahko bi rekel zasluženo.